Torej, preusmerimo se. Zdaj gremo namesto tega v Egipt. Neverjetno, kakšna nadgradnja. Nikoli nisem bil v Egiptu. Zbudim se zjutraj. Prav tako nam je bil zavrnjen vstop v egiptovske vode. Zdaj, to sicer ni izrecno zapisano, da je zato, ker sva ga ja, ampak je zato, ker sva ga ja. Atlantisovi križarki je bil zavrnjen vstop v Turčijo, Egipt in morda še v nekatere druge pristanišča. Zdaj ne vem, ali so jim zavrnili vstop zaradi gejev ali zaradi Patti LuPone, ker je tudi sama precej nadležna. Ampak ti geji morajo to razumeti. Ne vem, če ste videli novice, ampak ne samo, da tej Atlantisovi križarki ni bilo dovoljeno iti v Istanbul, v Turčiji, ker naj bi bili v nasprotju z moralnimi standardi države, zdaj nam je bil zavrnjen tudi vstop v Egipt. V šokantnem preobratu se je izkazalo, da islamistične države nočejo, da bi gejevske križarke pristajale v njihovih pristaniščih. Ja, prav ste slišali v današnji epizodi. Če ste queer in podpirate islam, ste neumna oseba. No, to je zgodba. LGBT križarki niso dovolili vstopa ne samo v Egipt, ampak tudi, poslušaj, Turčijo, ker ugani kaj. Nočejo, da bi na njihove obale pristalo na stotine in tisoče gejev, nekaj dni potem, ko so LGBT križarki prepovedali obisk Turčije. Po navedbah upravljavca je ladji zavrnjen vstop v nadomestno pristanišče v Egiptu. Čarterska križarka na ladji Scarlet Lady podjetja Virgin Voyages je bila zavrnjena tik pred prihodom v Egipt. Rich Campbell, predsednik in direktor dogodka Atlantis, je v elektronskem sporočilu povedal za USA Today. 10-dnevna sredozemska križarka je odplula 5. julija in naj bi pristala v Aleksandriji 9. julija. Aleksandrija in grški otok Kreta sta bila dodana v itinerar, da bi nadomestila več načrtovanih dni v Turčiji. Dobili smo popolno dovoljenje za prihod v Egipt le 4 ure, preden smo izpluli. Pilotu in carinikom so povedali, da ladji ne bo dovoljeno vstopiti v pristanišče. Zato odločitev ni bila podana nobena razlaga in zelo smo razočarani. Lahko vam dam razlago. Egipt noče, da bi na njihovo pristanišče prišlo na tisoče gejev. Preprosto, ker sovražijo geje. Ampak veste, kaj se mi zdi pri vsem tem najbolj noro? Da so ti geji dejansko presenečeni nad tem. Imate cel kup videoposnetkov teh moških na tej križarki, ki pravijo, kako so nam to lahko naredili. In si misliš, moj bog, ljudje še vedno dejansko verjamejo glavnim medijem. Še vedno dejansko resno mislijo, da bodo islamisti preprosto sprejeli geje, če se pojavijo na križarki, ker bi moral imeti vsak pravico do obiska. To je tako smešno in iskreno je kar dolgočasno in iskreno je kar izčrpavajoče. Kakorkoli, poglejmo si vse posnetke te katastrofe. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Meira K, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, všečkajte ta video in se pridružite našemu gibanju, da bomo delali stvari drugače. Veseli smo, da ste z nami. Upiramo se glavnim medijem, ki so zmešani in nori. In to že veste. Torej, dobrodošli. Zdaj ste del našega gibanja. Posodobitev o gejevski križarki. V redu, torej sem na gejevski križarki, ki je bil zavrnjen vstop v Turčijo. In si mislim, pa kaj, koga briga? Če želite odličen presadek las, pojdite v Južno Korejo. Torej smo spremenili smer. Zdaj gremo v Egipt. Neverjetno. Kakšna nadgradnja. Nikoli še nisem bil v Egiptu. Rezerviral sem si ogled piramid. Zjutraj se zbudim. Tudi v egiptovske vode nam je bil zavrnjen vstop. Ne, tega sicer ne povejo naravnost, da je zaradi tega, ker smo geji, ampak je zaradi tega, ker smo geji. In jaz, ja, to me res preseneča, ker sem na tej čudoviti ladji, pohvale Virgin, neverjetna križarska družba z 1900 neverjetnimi moškimi. Delam za Atlantis, najboljše podjetje za gejevske križarke, kar jih boste kdaj našli. In tako Virgin kot Atlantis boste poskrbela, da se bomo imeli odlično. In se bomo. To je celotna gejevska izkušnja. Zabavati se kljub težavam. Ampak kot da smo preveč geji, da bi prišli in zapravili veliko denarja v vaši državi. Mislim, da imam 3 misli. Prvič, rad bi slišal tiste, ki pravijo, da ne potrebujemo gejevskega ponosa. Ali ga res ne? Drugič, če ste država, ki to gleda in imate dostop do oceana, vi gostite, mi potujemo. In tretjič, Patti LuPone je na ladji in bila je besna, ko je izvedela za Turčijo. Resnično me je strah za državo Egipt, ko se bo zbudila in izvedela za to. Povedala ti bom, kdo ni prestrašen. Država Egipt, ker ugani kaj. Morda so ti v zahodni družbi rekli, da si vsi želijo tisoče gejev, ampak veš, kdo si jih ne želi? Islamisti. Islamisti nimajo nobenega interesa, da bi v njihovo državo prišlo 2000 gejev in se sprehajalo naokoli vse afektirano. Nimajo nobenega interesa za to, jim ni všeč, ne verjamejo v to, mislijo, da to pomeni, da si nevernik, mislijo, da to pomeni, da bi morali biti... Njim to ni všeč, jim ni mar za tvoj denar, mislijo, da si grozna oseba. Pravzaprav mislijo, da si ne zaslužiš biti na tem planetu, tako grozna oseba si. In zabloda tega moškega je bila nekako, ampak mi smo tukaj, da zapravimo denar. Islamistom
ni mar za denar. Iskreno je res boleče in hkrati na nek način smešno gledati to, ker je tako odtujeno od resničnosti. Ujeti sredi oceana na križarki, to začenja postajati mednarodna novica. Pogovorimo se o tem. Atlantisova križarka z 2000 moškimi in broadwaysko legendo Patti LuPone je bila zavrnjena vstopa v Turčijo, Egipt in verjetno še v nekatere druge pristanišča. Zdaj ne vem, ali so jim zavrnili vstop zaradi gejev ali zaradi Patti LuPone, ker je tudi sama precej nadležna. Ampak te geji morajo razumeti, da imajo pravice tukaj v Ameriki. Vem, da se radi pretvarjate, da ste zaterani in da ste žrtve, ampak zdaj ugotavljate, da so druge države veliko bolj zaostale. Imam prijatelje, ki so šli na gejevske križarke, se imajo lepo. Zdi se kot ena velika srkit zabava, polna pitja in razvrata. To ne bi bilo zame. Zdi se kot plavajoče opičje koze. Raje bi šel na Titanic, ker je bilo vsaj do trka z ledeno goro vse skupaj precej uglajeno. Ampak ti geji so v svojih kabinah na ladji in objavljajo videoposnetke, kot da so žrtve groznega zločina iz sovraštva. Pojdite piti, uživajte in ne pričakujte, da bodo druge države imele enake zakone in običaje, kot jih imamo v Združenih državah Amerike. Upam, da ste zaradi tega bolj cenili, kar imate. Seveda, točno tako je. Sovražniki žensk do LGBTQ potnikov. Odhod je bil iz Aten na križarjenje po Sredozemlju, vendar pa sta dva načrtovana pristanišča, ki jih ne bo obiskala. Turški uradniki. Kako dramatična in kot da ni bila ta objava. No, dajte no, CNN. Sej veste, da zmorete bolje. Vem, zagotovo vem, da zmorete bolje. Poglejmo, kaj ima ta človek za povedati. V redu, internet. Majhna posodobitev za vas. Vem, da sem pred nekaj dnevi objavil, kako sem navdušen, da grem v Egipt, ker je to že dolgo ena izmed mojih sanjskih destinacij. Bil sem navdušen, da bom to lahko odkljukal. Ampak ne vem, če ste videli novice, ampak ne samo, da temu križarjenju Atlantis niso dovolili vstopa v Istanbul, v Turčiji, ker naj bi bili v nasprotju z moralnimi standardi države, zdaj nam tudi niso dovolili vstopa v Egipt. Avdicije za Midnight naj bi se začele danes, dejansko se danes tudi dogajajo, jaz pa nisem tam. V bistvu smo obtičali sredi oceana, lahko bi bili na slabšem kraju. Zelo sem se spoprijateljil s to visečo mrežo. Obtičali smo, poglej nas! Nisi obtičal, si na ladji, ki te lahko nahrani in ti nudi streho nad glavo in samo moraš le v islamistično pristanišče. Ne preveč zapleteno, bi rekla. Ta teden, ampak to me sam spomni, da včasih ljudje posejejo takšna semena sovraštva, da jim jih ni več treba iti pobirati. In pogosto mi kot queer skupnost porabljamo toliko časa, truda in energije, da sovražimo drug drugega, da drug drugega vlečemo dol. Obstajajo ljudje, ki nas aktivno sovražijo in nam odvzemajo pravice. In to, fantje, to ni pravica. Kako naj to povem? Ni pravica, da lahko obiščeš državo, ki od ljudi zahteva določene pogoje, kot so vize in tako dalje. Če te država noče sprejeti, te pač ne bo sprejela. To ni gejevska ali človekova pravica. Ampak poglejte, gre za naslednje. To je del tega, kar me pri tej celotni zgodbi tako neverjetno frustrira. Če bi bili res poštena oseba, bi rekli, poglejte, Turčija in Egipt sta obe islamistični državi. Islam sovraži geje. Mislim, da to zdaj dokazuje, kako zelo sovražijo geje. Bodimo vsi iskreni glede tega, da te države sovražijo geje, ne? O moj bog, obtičali smo, tako težko je. Ne omenjajo islamističnega vidika. Ne zanima jih, da bi se tega dotaknili. Samo iščejo nekaj v smislu, fantje, svet nas sovraži. Ne. 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 Večina sveta te ne sovraži, sovražijo te islamisti. Če pa boš še naprej igralo žrtev na tak način, se boš del res nadležen še veliko več ljudem. Kot gej moški je preprosto... Res težko slišati. Kaj je težko slišati? Vem, da ta vrsta predsodkov ni nova v tovrstnih državah. In seveda nočem iti nikamor, kjer imajo takšne stališča. Ampak preprosto se ne moreš znebiti občutka, da se s to trenutno vlado ljudje po svetu počutijo bolj opogumljene, da počnejo takšne stvari. In to je res grozno. Rad bi upal, da svet napreduje, ampak zdi se, kot da gremo nazaj. Veš kaj, ironija tistega videa je, da je to zaradi te vlade. Ojoj. Torej, edini razlog, da lahko greš na gejevsko križarjenje, je Amerika in njena trenutna vlada, ki je tako odprta za zahodne ideale svobode, da to lahko narediš. Pred 50 leti, pred 100 leti, to je bilo nepredstavljivo. Ampak tvoja država, ja, tvoja vlada, je del tistega, kar je dejansko povzročilo to spremembo. To so druge države, ne zahodne države, ki ne verjamejo, da bi moral imeti to svobodo.
Neverjetno je, da namesto da bi izpostavila islam takšen, kot je, nekako to spreminjaš v temo o svoji vladi. Tako veš, da so te mediji spravili ob pamet. Mediji so te spravili ob pamet, ker si izgubila razum. Ne zanima me, ali si gej ali hetero, ampak če misliš, da ima ameriška vlada kakršnokoli zvezo s tem, da je Egipt prepovedal tvoje gejovsko križarjenje, imaš še veliko za naučiti. Kakorkoli že, ne pozabite, ostanite radikalno racionalni in hvala za vašo pozornost glede te zadeve.